Zaposlen sem v javnem socialno-varstvenem zavodu za oskrbo na domu Ljubljana. Osnovna dejavnost Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je sicer pomoč na domu v obliki socialne oskrbe na domu. Poleg tega pa izvajamo tudi socialni servis, program organiziranega prostovoljstva in pa program medgeneracijskega sodelovanja. Že 5. leto tudi tam skrbim za področje organiziranega prostovoljstva, pridobivanje prostovoljcev, usposabljanje prostovoljcev, predvsem za področje družabništva s starejšimi meščankami in meščani. Tako da v bistvu v okviru tega potem tudi naši prostovoljci obiskujejo starejše po mestu, se z njimi družijo, pogovarjajo, hodijo na sprehode in v bistvu tudi na nek način pripomorejo k temu, da je družbeno življenje bolj prijazno, da je Ljubljana res solidarno mesto, prijazno mesto za vse generacije. V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana ves čas iščem tudi druge možnosti, kako bi lahko starejšim omogočili bolj prijazno in bolj kvalitetno življenje. Zato sem pred leti razvil projekt Urbano vrtičkanje z babico in dedkom, torej gre za moj avtorski projekt. To je skupnostni prostor, kjer se srečujejo res vse generacije. Najmlajša prostovoljka je stara 7 let, najstarejša 85. Namen tega projekta je, da se seveda najprej združijo različne generacije, da se povežejo in da v bistvu izmenjajo znanje, izkušnje, ne samo z področja vrtičkarstva. Tukaj so res različne teme, ki pač sodijo v neko skupnost. Potem pa je seveda tudi zelo pomembno, da spodbujamo zdravo življenje, aktivno življenje, samo solidarnost oziroma prostovoljstvo, pomoč sočloveku, potem tudi samooskrbo oziroma lokalno pridelano hrano, ki je danes, vemo, sploh pa v teh kriznih časih zelo pomembna. Nenazadnje pa je želja vseh nas tudi, da vse življenjsko učenje poteka v vse smeri, torej iz mlajše generacije na starejšo in obratno. Od leta 2014 sem predsednik četrtne skupnosti Posavje, smo bili zelo uspešni. Predvsem mislim tukaj na družbeno življenje oziroma na same dogodke, ki se odvijajo v četrtni skupnosti za lokalno prebivalstvo. Seveda pa so želje tudi po izgradnji skupnostnega centra, ki ga pa nameravamo dopolniti oziroma izgraditi v okviru Evropske prestolnice kulture. Gre predvsem za del, kjer je že vrtec in knjižnica na Glinškovi ploščadi in v okviru tega projekta želimo to nadgraditi, razširiti prostore knjižnice in pa dati prostor tudi dnevnemu centru aktivnosti za starejše in pa mladinskemu centru, kjer bi pač lahko potem vse generacije dobile svoj prostor in dejansko potem bi sama skupnost še bolj zaživela. Ja, Ljubljana je zagotovo solidarno mesto, zaradi tega, ker smo prijazni, strpni, pomagamo res vsem generacijam, jih povezujemo. Seveda pa lahko vsak od nas stori nekaj, da je to še bolj prijazno, da je to še bolj solidarno. Recimo samo, da pozdravimo soseda, da ga vprašamo, če potrebuje kakšno pomoč. Jaz vedno sledim Pavčkovi misli in to je srečati prave ljudi, ki v tebi pustijo dobre sledi. In to je moje vodilo in to pač želim tudi prenesti na druge generacije.